Dober večer vsem skupaj, vam, ki ste tukaj in vsem, ki se nam ste pridružili tudi preko Zooma. Najprej vam želim lepo in blagoslovljeno novo leto, ker je še celo skoraj pred nami, naj bo res Gospodovo leto, kot radi rečemo. To pomeni, da se bo uresničevalo to, kar si je Bog zamislil za to leto, seveda skupaj z nami, ker Bog vedno dela tako, da nas uporabi, da nas vključi v svoj načrt. Naj se tudi tokrat tako zgodi. Pa vas povabim, da najprej skupaj morda začnemo z eno molitvijo, oziroma naj bo ta molitev pesem, ki jo je napisal Tone Kuntner, ampak je hkrati tudi molitev za spravo, ker je tema letošnjih srečanj na Duhovni akademiji sprava. O Bog, ti veruješ v ljudi, začasne popotnike in sopotnike blatnih zemeljskih dni in poti. Ti vežeš rojake iz roda v rod, iz davne preteklosti v davno prihodnost. O Bog, ki vladaš živim in mrtvim, daj, da živi pokopljajo mrtve. Daj mrtvim pokoj in živim mir. Daj zrušiti vse boleče spomine na bratsko prelito kri in zločine. Odpri ljudem, Bog, oči za resnico, srce za pravico, dobroto in čast. Kajti prišel je čas za čast, ter čas za nov začetek in upanje. O Bog, ki ljubiš še tiste, ki te ne ljubijo, usmili se jih, ki so gluhi za čast in za človeško ljubezen do bližnjega. Vzemi jih k sebi, milostno in nemudoma, in reši nas kuge sovražnosti. Amen. Tako, torej v nocojšnjem večeru so nekako prosili, da bi malo vstopili, vsaj vstopili malo v spravo kot tisto resničnost, ki je del pravzaprav bogoslužja, življenja cerkve, da je pravzaprav to, kar cerkev živi in kar obhaja v svojih obredih, pravzaprav najbolj temeljni in osnovni prostor sprave. Zato sem nekako dal naslov temu večeru: Spravljen sem, torej sem. Ker na nek način, če nismo v temelju spravljeni, pravzaprav nismo v tistem smislu, v katerem si je Bog zamislil človeka. Sprava je najbolj izvorni božji odgovor na človekovo padlost. Tako bomo začeli pravzaprav pri Adamu in Evi, če tako rečem, ne? Tako kakor je Mojzes onima dvema, ko so šli skupaj v Emaus po vstajenju, rekel, da je zapisal Luka, da je začel pri Mojzesu in prerokih in takoj dokazoval, kaj se je z njim moralo zgoditi. No, se mi zdi, da je tudi sprava ena taka resničnost, ki je pri njej potrebno iti na sam začetek. V kakem smislu je sprava najbolj izvorni božji odgovor na človekovo padlost? V tem smislu, da je Bog ustvaril človeka za živ odnos. Za odnos z Bogom, za odnos med ljudmi, za odnos z naravo, z vsem stvarstvom. Torej, bistveno za človeka je njegov odnos, je njegova odnosnost, zato ker je ustvarjen po božji podobi. Bog pa je toliko, kolikor se nam je razodel, zlasti potem v Novi zavezi, Sveta Trojica. Je en čisti odnos med tremi osebami.
Zato ni nič čudnega, da je tudi Bog človeka ustvaril po svoji podobi v tem smislu, da smo sposobni odnosov z Bogom, z njim in odnosov s drugimi ljudmi. Takoj na začetku pa poznamo že 3. poglavje prve Mojzesove knjige, v katerem je zelo jasno sporočeno, da je se zgodil greh, da se je zgodilo zlo, ki je nekako zaznamovalo človeka, ki je prodrlo v srce, v globino človeka. In tako, ko se je zlo pojavilo v človeku, se je pojavilo tudi v zgodovini. Torej v stvarstvu, ki ga je Bog ustvaril brez greha, brez zla, brez posledic greha. Tako je Bog gledal tega človeka, bi lahko rekli, ki je samouprl, ki je naredil razdor. Z grehom človek naredi razdor med seboj in Bogom, ampak kar kmalu vidimo, da tudi med seboj, med ljudmi. Tako prva posledica, kot vemo, je bila, da so postali odnosi med Adamom in Evo, med možem in ženo težki, da takoj brat ubije brata in tako gre to zlo, posledica greha, gre naprej v zgodovini. Greh je torej zavrnitev Boga, je zavrnitev ljubezni, pisano z veliko. Greh je vedno nekaj osebnega. Ampak, ker smo ljudje duhovna bitja, telesno duhovna bitja, ampak torej tudi duhovna bitja, ima vsaka človekova odločitev vpliv na vse po tej duhovni plati. Zato je zavrnitev Boga se začela poznati ne samo v posamezniku, ki je se odcepal pa obrnil stran od Boga, ampak je dobiti greh in njegove posledice tudi družbeno razsežnost. Torej, s svojimi posledicami ima vpliv na vse ljudi. Torej, ta razdor, ta prelom med Bogom in človekom postane naš vsakdan, bi lahko rekli, od takrat naprej. Če sledimo Svetemu pismu naprej, vidimo, da je pravzaprav Božji odgovor na to novo stanje, ki ni izvorno, ni rajsko stanje, torej ni stanje, kot si ga je Bog zamislil, ampak je eno novo stanje, ki se je zgodilo po posegu človeka, zaradi svobode, ki mu jo je Bog dal. No in na to stanje je Bog odgovoril s procesom sprave. Zato lahko rečemo, da je proces sprave z teološkega vidika se začel po grehu ali po izvirnem grehu, kakor ga imenujemo, prav zaradi te njegove družbene, socialne razsežnosti, da so v tem stanju greha ali okolju, ki je zaznamovan s posledicami greha, začeli bivati vsi ljudje. Bog išče torej pot sprave. Lahko si zamislimo, da Sveto pismo ima nekaj podob, vsaj eno ali dve se spomnimo, ki govorijo o Bogu, ki išče spravo. Recimo, Bog kot dobri pastir. Dobri pastir je torej tisti pastir, ki gre iskati izgubljeno ovco. Izgubljeno, torej človek je izgubljen po grehu in Bog ga gre iskati. Ali oče, ki sprejme nazaj izgubljenega sina, druga taka podoba, ki govori o tem, kako si Bog, pravzaprav je po izvirnem grehu, po tem padcu človeštva v to stanje, je ena glavnih nalog v odnosu Boga v odnosu do človeka iskati pot sprave, omogočiti pot sprave med njima. In vidimo skozi Sveto pismo, da kliče posameznike, kliče ljudstvo, kliče vse človeštvo na to pot, ki seveda zahteva sodelovanje.
lahko začnemo kar pri Nojetu, pa pri Abrahamu, pa Mojzesu in tako naprej. Vidimo te primere, kako Bog deluje preko posameznikov, jih pokliče, jih postavi v neko službo, ki jo bi danes z našega vidika lahko imenujemo službo sprave. In kako jih to uči oziroma kako jih usposablja za to pot sprave, tako da jih uči pot ljubezni. Od prvega začetka Bog človeka uči poti ljubezni. Zato, ker človek sam ne more premagati to razdaljo med Bogom in človekom, niti pravzaprav razdalja med človekom in človekom v vsej polnosti človek sam ne more premagati. Torej, to je en način, ki ga Sveto pismo pokaže, kakšen je Božji odgovor na človekovo zavrnitev. Potem v Novi zavezi je seveda glavni lik te sprave Jezus Kristus sam. Po tej poti ljubezni Jezus hodi svoje zemeljsko življenje. No in prav odločilni korak sprave, ki jo Bog začenja, Bog je tisti, ki ima iniciativo v procesu sprave, odločilni korak te sprave je učlovečenje. Torej, učlovečenje, smo že kdaj razmišljali, je ena velika skrivnost, kako se Božja narava in človeška narava združita, ne da bi se pomešali med seboj. To je učlovečenje. Ko večni Bog se združi z končno naravo, a hkrati ostane Bog in hkrati njegova končna človeška narava ostane končna človeška narava. Tej človeški naravi rečemo tudi, da je padla človeška narava. To se pravi, Jezus se ni učlovečil, ni vzel nase tisto človeško naravo, ki je bila v raju, ampak tisto, ki je prizadeta od greha. Padlo. Zato bi v drugih jezikih, recimo latinščini, rečemo, da se je Bog inkarniral, inkarnacijo. Dobesedno to pomeni, da je prišel v meso. Karne je meso, ali sarks v grščini. Meso. Meso pa je beseda, ki v Svetem pismu je ena izmed besed, ki jih Sveto pismo uporablja za človeka. Torej človeka v celoti. Ampak z tega vidika krhkosti, majhnosti, končnosti, konec koncev tudi propadljivosti. In v Novi zavezi dobi pri Pavlu kdaj, ne vedno, in pri Janezu tudi pomen grešnosti. Meso, torej v to naravo, ki je takšna krhka, zaznamovana s posledicami greha, se Bog učloveči, jo vzame nase. Vidite, to je iskanje sprave. Ta združitev je osebna zveza dveh narav, osebna zveza. Druga Božja oseba združuje Božjo in človeško naravo. In to v polnosti uresniči spravo med Bogom in človekom. Torej v Jezusu Kristusu se je ta sprava tega razdora med Bogom in človekom, ki ga je človek povzročil, popolnoma popravi. Bi lahko rekli, Bog uzdravi človeško naravo, ko se z njo združi. No, morda bi pri tem se lahko spomnili, ko smo razmišljali o tem, kako Bog išče pot sprave, kako si je sveti Ignacij Lojolski to predstavlja, oziroma v svojih duhovnih vajah v drugega tedna, ko
se meditira in kontemplira skrivnosti Jezusovega življenja, je ena izmed prvih kontemplacij, ki jih priporoča, prav kontemplacija učlovečenja. In zanimivo pravi, kako naj vstopimo v to kontemplacijo, v to razmišljanje in zrenje te skrivnosti. Pravi, najprej si predstavljajte Sveto Trojico, kako po tem izvirnem grehu gleda na zemljo, gleda v stvarstvo, kaj se tam dogaja s človekom. Kako ta človek po grehu drvi v propad, v pogubljenje. In Bog, ki je ljubezen, ki je tudi oče, ki je ustvaril človeka, ga srce boli in hoče rešiti tega človeka. Pravi, učlovečenje je odločitev Svete Trojice, ki je seveda večna. Odločitev v Bogu je vedno večna, ne more biti omejena, časna. Je večna. Bog človeka želi reševati vekomaj. No in potem pravi, kontemplirajte to, kako se je to začelo dogajati, kako je angel prišel k Mariji in Marijo pripravil, kako je angel prišel v spanju k Jožefu in Jožefa pripravil, ne? In potem, kako se je v Betlehemu dogajalo, od zavrnitve do rojstva in tako naprej in tako naprej. Vse do tega, ne, da zreš potem, da je v tem otroku, v tem otroku učlovečeni Bog, ki je vzel usodo človeka nase zato, da bi ga spravil s seboj. To se pravi, tak odločilni korak se je tukaj zgodil, kajti ko se je Bog združil s to ranjeno človeško naravo, je ta postala, pravijo svetniki in teologi, še boljša, kakor je bila v raju. Se pravi, o srečna krivda pojemo pri velikonočni vigiliji, ne? Da je Bog na greh človeka odgovoril še z večjo dobrino, kakor je človeku podaril v rajskem stanju. Vrhunec sprave je Kristusova Pasha ali Kristusova velika noč. To je vrhunsko razodevanje te sprave, da je na dojemljiv človeku, dojemljiv način Bog to spravo tudi, dobesedno bi lahko rekli, pokazal. Druga božja oseba se torej učloveči, bi lahko rekli, ne, pride mimo in prime človeka za roko in ga potegne nazaj k očetu. No in Pasha je najprej poznana iz Stare zaveze, novozavezno Pasho, Jezusovo Pasho, Kristusovo Pasho ali veliko noč lahko razumemo samo v luči starozavezne Pashe. Zato je Jezus postavil tudi največji zakrament Evharistijo prav v obhajanju starozavezne Pashe. No in če samo na hitro pogledamo, starozavezna Pasha je Jahve se odloči, da izpelje Izrael iz egiptovske sužnosti v obljubljeno deželo. In potem pripravi ljudstvo, potem pošlje Mojzesa, ki izpelje ljudstvo v Božjem imenu iz Egipta v obljubljeno deželo. Jezus pa ko so to obhajali, v to postavi resnično Pasho, katere je starozavezna Pasha samo predpodoba ali prerokba resnične Pashe. To so Judje se dobro v posnejših stoletjih zavedali, ker so še nekajkrat padli v sužnost. Se pravi, ta rešitev iz egiptovske sužnosti ni bila zares rešitev še, ker so še v babilonski sužnosti bili, pa še v kakšni drugi. No, Jezus pa pride in reče, glejte, zdaj se bo pa zgodila v meni, skozi mene se bo zgodila ta resnična osvoboditev, resnična Pasha ali, če hočete, resnična sprava med Bogom in človekom. No in smo zopet to, kar sem prej...
Kar sem prej rekel, ne, da je Sveta Trojica se odloči in Jezus Kristus se na nek način očetu ponudi, da pride in svojo smrtjo in vstajenjem človeka iz greha potegne in mu odpre pot nazaj k očetu. Torej v nebeško resničnost odpre to pot. Jezus je rekel, in jaz bom, ko bom povzdignjen zemlje, vse pritegnil k sebi. Vse pritegnil k sebi. To je eno veliko sporočilo, ki so ga nekateri cerkveni očetje, pa tudi nekateri svetniki zelo zares vzeli in zagovarjajo tako imenovano popolno odrešenje vseh. Nekateri celo pravijo, da se bo celo hudobni duh spreobrnil in ga bo Bog lahko odrešil. Zanimivo, ne? To sicer ni potem cerkev kot versko resnico nikoli razglasila, vendar pa Gregorja Nacijanskega, ki je to učil, razglasila za svetnika. Zanimivo. Torej vsi, in to je konec koncev tudi upanje. Lansko leto, v svetem letu smo veliko razmišljali o upanju. Ne? In prav to je upanje, da tudi največjega grešnika bo Bog odrešil. No in sveti Gregor razmišlja tako, pravi, ja, če se to ne bi zgodilo, bi to pomenilo tudi nek neuspeh Boga. Kar si pa ne moremo predstavljati. Da bi Bog lahko bil neuspešen v svojem prizadevanju. Zanimivo, zanimive misli. Ampak izhajajo iz svetopisemskih tekstov, no jaz sem samo enega nekako vam poskušal predstaviti, da bo vse pritegnil k sebi. Ali torej vse Jezusovo življenje je tak mimohod, ne samo te zadnji dogodki, trpljenje, smrt in vstajenje, ampak Pasha je celo njegovo življenje, od učlovečenja naprej je velika noč, Jezusova velika noč, je tam mimohod, ne? Pasha pomeni mimohod, Bog pride mimo in odpelje drugam v svobodo. Ne? Tudi na koncu, Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal z menoj tam, kjer sem jaz, moli pri zadnji večeri. Ne? Ali Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Skriža, še celo skriža oznanja spravo za vse. Ker se je ta sprava v njem zgodila. Jezus Kristus je učlovečena, bi lahko rekli, sprava med Bogom in človekom. Seveda, tudi je treba pošteno reči tudi to, da proti svobodni volji človeka pa tudi Bog ne more nič narediti. No? Pomeni, da vendarle možnost pogubljenja mora obstajati. Če hočemo, da imamo pravičnega Boga, ki pa je dober in ljubeč, ampak mora upoštevati tudi človekovo svobodo. Zaradi te svobode pa lahko človek tudi začne sodelovati z Bogom. Lahko samo upre, lahko pa začne tudi sodelovati z Bogom. In prav v tem vidimo možnost sprave vsega stvarstva, če tako rečemo, z Bogom. No, dogodek Kristus, enkrat želim še bolj izpostaviti to, da je prav dogodek Kristus pomeni v teološki govorici, verski govorici Kristusa samega. Ne? Ker edini zares pravi dogodek, pisano z veliko, je Kristus sam. Njegovo učlovečenje in njegovo delo na zemlji. To je edini resnični dogodek v zgodovini. Zakaj dogodek? Ker dogodek vključuje tudi neko novost. Ne? Vedno je če ni nekaj novega, ni novega dogodka, ampak je še prejšnji dogodek. Ne? Mora biti nekaj novega. In resnično novo je v tej zgodovini se zgodilo samo z Jezusom Kristusom. To je edina resnična novost.
Seveda ta dogodek Jezusa Kristusa, njegovo celotno življenje doseže svoj vrhunec v vstajenju, v trpljenju, smrti in vstajenju, ker tu se pokaže, kaj zmore ljubezen. Ne? Kako zmore ljubezen, potem ko je povzdignjena zemlja na križ najprej, vse pritegniti k sebi in potem skupaj z vsem, tudi za vso človeško naravo, se dvigniti v Božje kraljestvo, v očetovo kraljestvo in biti deležen očetove slave. V življenju cerkve mora ta skrivnost zauzemati vedno osrednje mesto. Ne le kot goli spomin na Kristusovo veliko noč, ampak kot živa resničnost. Torej, cerkev mora biti tak organizem, v katerem se lahko Kristusov dogodek dogaja vsak trenutek, vso zgodovino. Da so vsi ljudje imajo možnost priti v stik s tem dogodkom. Ne kot nekim dogodkom, za katerega se spominjamo, ampak dogodkom, ki je sedanjost. Zato tudi pri sakramentih, o katerih bomo še potem kaj rekli, mi verujemo, da se ta velikonočna skrivnost posedanja. Pri maši se posedanji zadnja večerja. Posedanji. Ne, da se je spominjamo, ampak ko se jo spominjamo, se preko tega božjega spomina posedani zadnja večerja. In vse, kar je vsebina zadnje večerje. Vsebina zadnje večerje pa je že smrt in vstajenje Jezusa Kristusa. No, v tej resničnosti velikonočne skrivnosti se v občestvu cerkve razodeva in uresničuje trojni način, kako se v cerkvi posedanja ta vrhunec sprave, ki je v veliki noči. In sicer preko pisane besede, preko liturgije, torej slavljenja Boga, in preko konkretnega krščanskega življenja. No in prav zaradi tega imajo sakramenti to eno posebno vlogo ali pa en poseben pomen, osrednji pomen pri življenju cerkve. Ker samo v sakramentih je na enkraten način možno doživeti sedanjost Kristusovega dogodka. Če bi bolj po domače rekel, samo v sakramentih smo na Kalvariji zraven, ko Kristus umira. Ne se samo spominjamo, da je umrl na križu, ampak je ta trenutek posedanjen v sakramentu in enako tudi trenutek vstajenja. To je torej edini dogodek, z njim človeštvo namreč vstopa, ta dogodek Kristus vstopa v poslednje čase, v tudi konec koncev eshatološko sfero bivanja. Nebeško sfero, če drugače rečemo, ne? Onkraj prostora in časa, eshatološko je onkraj prostora in časa, ampak v sakramentih je že tukaj in sedaj. Ena velika skrivnost, ki je seveda ne moremo dojeti, zato jo verujemo. No, Kristus pusti na svetu cerkev, ki jo prepoznavamo kot Kristusovo skrivnostno telo. Torej, Kristus pusti samega sebe, prisotnega, navzočega v zgodovini človeštva. In to preko tega socialnega telesa, bi lahko rekli, cerkve. Če se je prej utelesil v človeškem telesu, v človeški naravi, individualni naravi, se sedaj utelešuje vsak trenutek v tem občestvu cerkve. Zato smo mi udje Kristusovega skrivnostnega telesa. Zakaj je to tako pomembno? Zato, ker
Na ta način smo mi deležni Božje moči, tiste moči Božje ljubezni, ki je obudila Kristusa od mrtvih. Ta moč je v nas. Zato bi skoraj kristjan ne smel reči, jaz pa nečesa ne morem. Sam ne. Ampak, če se zavedam, da sem ud Kristusa, njegovega skrivnostnega telesa, potem se zavedam tudi, da lahko mene danes Bog tako uporabi, kakor je uporabil roke, noge, oči svojega človeškega telesa. Jih je uporabil, da je skozi to delovala Božja moč. In danes deluje po cerkvi njegova Božja moč. In če danes gledamo to resničnost, predvsem z vidika sprave, potem pomeni, da v meni, kot udo Kristusovega skrivnostnega telesa, deluje njegova sprava. V meni je navzoča Kristusova sprava, danes in tukaj. In kristjani smo zato nosilci spravnih procesov, naj bi bili, morali bi biti. In smo usposobljeni za to, imamo vso moč za to, da bi lahko spravne procese peljali, da jih spodbujali, jih začenjali na vseh nivojih. Zdaj govorim o spravi teološko, to se pravi ne samo naša slovenska problematika, ampak problematika celotne padlosti človeške narave. Kristjani imamo v sebi Božjo moč, da lahko posredujemo v tem procesu spravljanja vsega stvarstva nazaj z Bogom, pa tudi seveda med seboj. Mi smo torej tisti, ki predstavljamo posedanjenje Kristusove velike noči, kjerkoli smo, kot kristjani. Božje kraljestvo je že tukaj, ni še v vsej polnosti, ampak v nas je že navzoče. V zakramentih cerkve se na poseben način združi v enem dejanju zapisana beseda, obhajana beseda in živeta beseda. Vidite, zakramenti, ki so dejanja cerkve, združujejo svetopisemsko besedo, ki je razodeta beseda, potem združujejo besedo bogoslužja, slavljenja Boga in pa življenja. Ko vsak kristjan, če živi kot kristjan, dejansko spravo skozi svoje življenje prinaša v svoje okolje, v katerem živi. In to je gradnja Božjega kraljestva, to je dejansko nadaljevanje Kristusovega odrešenskega dela, poslanstva, nadaljevanje v smislu ponavzočanja, da je to delo in sadovi njegovega dela in življenja, da so na dosegu roke, če po domače rečemo, vsakemu človeku. Zakramenti torej nosijo v sebi prehod iz smrti v življenje. In to nosi v sebi cerkev. V zakramentih se pa to tudi navzven pokaže. Tako kot mi se izražamo, svojo notranjost izražamo s tem, da govorimo, s tem, da plešemo, da delamo, skratka, z vsemi možnimi izrazi izražamo to, kar mi smo. Tako tudi cerkev izraža z vsem, kar počne, to, kar je pa Kristusovo skrivnostno telo, na posebno močen način pa to izraža in deluje preko zakramentov. In vsi zakramenti so udejanjanje prehoda iz smrti v življenje, torej to, kar je velikonočna skrivnost. In to je uresničena sprava med Bogom in človekom. V vsakem zakramentu na en svoj način. Potem, ko cerkev gledamo, lahko rečemo, cerkev je pot sprave. Pot sprave človeka.
že prej sem malo nakazal to, da je to, kar je Jezus v človeškem telesu delal s svojimi udi telesa, sedaj dela preko svojih udov, ki smo člani cerkve. Zato je cerkev živo orodje odrešenja. Kristusov duh danes uporablja to sociološko telo, nas, cerkev, zato da uresničuje isto skrivnost, isto resničnost sprave, kot jo je uresničeval v času svojega zemeljskega življenja, še posebej v tridnevju velike noči, ko je na vrhunski način to tudi navzven pokazal, kaj pomeni sprava med Bogom in človekom. Ta pot sprave je nekako cerkev v svoji zgodovini nekako izrazila na več načinov. En način je, da je ta pot trodelna, da je to via purgativa, potem via illuminativa in via unitiva. To so trije vidiki tega procesa sprave. Prvi vidik sprave je via purgativa, pomeni pot očiščevanja. Ja, Bog ne more v človeka kar uliti sprave. Sprava je sestavljena iz več elementov in prvi element človeške strani je, da se zaveda, da je grešnik, da se zaveda greha, da ga prizna sebi, da ga prizna drugim, da ga prizna Bogu. In to s tem stopi na pot očiščevanja, da se toliko očisti, da lahko Bog v njem potem zasije. No, in ko je dovolj očiščen človek, potem preide na pot via illuminativa, torej pot razsvetljenja, ko ga Bog svojo besedo, še bolj pa svojo navzočnostjo razsvetljuje. Ko prihaja ta svetloba od znotraj, ko človek začne lahko gledati sebe, druge dogodke v Božji luči. Via illuminativa, ko smo razsvetljeni z Božjo lučjo. No, in ko se ta pot dovolj razsvetli, ali ta notranjost dovolj razsvetli, potem se lahko zgodi tudi via unitiva, torej ta združitev človeka z Bogom. Združitev človeka z Bogom. Vidite, tu v teh treh stopnjah, ki tudi potekajo vzporedno, ne samo ena za drugo, potekajo tudi vzporedno, lahko vidimo ta proces sprave, ki ga je Bog zastavil. Najprej priznanje, prošnja za odpuščanje in potem sprejeti odpuščanje. Ko se to zgodi, ko je torej z obeh strani pripravljenost na dovolj velike ravni, se lahko sprava zgodi. Zato je ta verska sprava, krščanska sprava ali pa biblična sprava pravzaprav res temelj za vsako drugo spravo. Resnična sprava se po drugi poti ne more zgoditi, kot samo po tej poti, s temi elementi. Mogoče lahko še to pogledamo še z ene poti, kaj se mora zgoditi z človekom, človeško naravo. Nekdo je tako v eni latinski pesmici zapisal: deformata reformare, reformata conformare, conformata confirmare, confirmata transformare. Tako je na kratko povedal. No? In kaj? Deformata gre za človeško naravo. Človeška narava je po izvirnem grehu deformirana, torej spačena. Ni taka, kakor si je Bog zamislil. In to človeško naravo je potrebno najprej reformirati. Reformirati pa pomeni jo ponovno oblikovati v prejšnjem stanju, če hočete, rajskem stanju. To je prvi korak. Deformata reformare, spačeno obnoviti. Ko je enkrat obnovljena,
potem jo lahko reformata conformare. Torej, obnovljeno je treba uglasiti, conformare, formirati, ne, formare, formirati, oblikovati, ne, con. To pa pomeni jo uglasiti z nečem, ne, ali z nekom, boljše, ko gre za človeka. Ne. To reformirano naravo je zdaj treba oblikovati ali nekako uglasiti z Jezusom Kristusom. On je model. On je tista podoba, Božja podoba, po kateri smo ustvarjeni. Jezus Kristus. Ker smo po njemu ustvarjeni tako, da se je on lahko učlovečil. Že naprej je bilo tako vidno. Ne? Potem to uglašeno človeško naravo je potrebno konfirmare. Firmare nosijo v sebi utrditi. Nekaj, kar je oblikovano po Kristusu, je pa zdaj treba utrditi v tej oblikovanosti, da jo vsak trenutek ne zgubimo. Ne? Da zjutraj smo oblikovani po Kristusu, zvečer pa že po nekom drugem. Ne? Pomeni spraviti v življenje to, da je stabilna v meni to oblikovanje po Kristusu, ki se seveda začne s krstom. S krstom smo mi preoblikovani po Kristusu, vključeni v Kristusovo veliko noč. To je treba utrditi, zato je tudi latinsko ime za birmo, ki pomeni utrditev človeka v svetem duhu, zdravju svetega duha, konfirmacijo. To je latinska beseda za birmo. No, ko pa smo tako utrjeni, potem pa je potrebno še to človeško naravo preobraziti, transformare, ne? Preobraziti. In vidite, to je Božje delo. Vsa ta pot je Božje delo. To je Božja pot sprave. Kaj vse mora Bog narediti z menoj, da se lahko spravi z menoj? Zdaj, če to potem malo prenašamo na naše življenje, pa na našo spravo med nami, med ljudmi, ne, pravzaprav vidimo, da v tem primeru žrtev mora več narediti za spravo, kako rabi. Ker rabi smo mi v primeru z Bogom, ne, v odnosu z Bogom. On je žrtev. Greh, ne, naredi Boga za žrtev. On je prizadet. Ampak, gledajte, kaj vse Bog naredi za to, da bi lahko spravo se z nami? Da nas pripravi, da bi se lahko spravili. Ne? No, najmočnejše točke tega procesa so gotovo zakramenti. Bomo zdaj malo še skozi zakramente preleteli to zadevo, o kateri danes razmišljamo, o tej teološki spravi, biblični spravi. Ne? No in gotovo je krst tisti temeljni kamen, bi lahko rekli, tudi te poti sprave, ki jo Bog začenja v človeku. Krst je temeljna sprava, tisto je najbolj, ko Bog v fundamentu uzdravi, kar je bilo bolano, kar je bilo prizadeto, kar je bilo zlomljeno. Pri krstu se kaj zgodi? Ne? Smo potopljeni, in zato so v začetku krščevali s potapljanjem, 3-krat so ga potopili v vodo, pa ga 3-krat ven potegnili. Ne? Ker smo potopljeni v Kristusovo smrt, biti pod vodo za človeka pomeni smrt. Ne? Mi smo po izvirnem grehu in osebnih grehih smo v smrti v duhovnem smislu. In krst nas potegne ven. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. V imenu Svete Trojice. Sveta Trojica se je odločila, da bo človeka odrešila, ne? Da bo začela pot sprave, ker odrešenje je pot sprave med Bogom in človekom. In
zdaj se na nek način preko krsta se vsak posameznik vključi v to spravo. Zopet Božje dejanje, ne, najprej. Takrat smo torej potopljeni v učlovečenje, smrt in vstajenje Jezusa Kristusa. Postanemo udeleženi pri tem njegovem življenju. Zato postanemo tudi deležni njegovega Božjega življenja. Krst je začetek Božjega življenja v nas, ne človeškega življenja. Človeško življenje ima tudi grešnik, ampak človeško življenje se bo nujno enkrat končalo. Božje življenje v nas se pa ne bo končalo. Do krsta je človek še ujetnik stanja neodrešenosti v situaciji izvirnega greha in krivd osebnih grehov, če je to odrasel človek. Z učlovečenjem je Kristus najradikalneje stopil na to pot sprave in jo preko zdaj zakramenta krsta ponudi ali pa uresničuje tudi v tem novem kristjanu. In to dela cerkev, ne? Cerkev, ki je Kristusovo skrivnostno telo. Samo cerkev lahko to uresniči. Na ta način je krst zares vstop v novo zavezo odnosa z Bogom. Ni več stara zaveza greha, ampak je nova zaveza, ki je odnosa z Bogom, ki je v Jezusu Kristusu. In vsak v okrilju cerkve mora potem, ali naj nadaljeval to pot sprave. No in v tem smislu se potem dogajajo naslednji zakramenti. Samo nekaj misli ob vsakem zakramentu. No? Naslednji zakrament je birma. Tudi v birmi, čeprav ponavadi tega vidika ne izpostavljamo, pa se ga premalo zavedamo, tudi birma je kot zakrament, ki ponavzočuje veliko noč, ki ima vsebina, kot smo rekli, vsakega zakramenta je velika noč. Tudi vemo, da je po Janezu Jezus Svetega Duha poslal apostolom že na Veliko noč zvečer. Ko se mi je prvič prikazal, je rekel, je vanje dihnil in rekel, prejmite Svetega Duha, komor grehe odpustite, so jim odpuščeni in tako naprej. Vidite, je dihnil in so sprejeli Svetega Duha. Janez v evangeliji nima binkošti čez 50 dni, ampak to teološko tako zastavi stvar, da pokaže to enost med veliko nočjo, to se pravi med trpljenjem, stajenjem in prihodom Svetega Duha. Da je to ena skrivnost. To teološko Janez hoče pokazati, ker je zadnji evangelij, je že vedel, kaj so drugi napisali in to zgodovinsko dogajanje so drugi opisali. On je se pa kot, zato je tudi orel njegov simbol, se kot orel dvigne nad zgodovino in gleda zdaj teološki z božjimi očmi dogajanje in ga tako postavi in opiše. No, v tem smislu je tudi birma navzočnost velike noči in z vidika sprave, ko smo rekli, da se je zgodila v veliki noči, se pri birmi zgodi to, da je človek upolnomočen tudi za proces sprave. Birman, kristjan, je poslan v svet, ki bo do konca nespravljen. Do konca sveta bo svet nespravljen, bojo sovraštva, bojo vojne. Ampak kristjan je poslan v ta nespravljen svet, okrepljen z darovi Svetega Duha, da začenja procese sprave. To je birma z vidika sprave. Evharistija, zakrament Evharistije, to je ponavzočenje zadnje večerje, kjer se pa uresniči paschalna skrivnost, že pri zadnji večerji. Glejte, Bog naredi čudež, pri maši iz preteklosti naredi sedanjost. Ali če hočete, pretekli dogodek posedanji v sedanjem trenutku. Pri zadnji večerji je pa iz prihodnosti potegnil
dogodek v sedanjost. Kajti pri zadnji večerji je Jezus že umrl in že vstal. To je vsebina Evharistije, ki je bila postavljena pri zadnji večerji. No in to resničnost mi ponavzočujemo, ko obhajamo sveto mašo. In če bi šli skozi tekst, ne bi videli, kar na nekaj mestih se ustavimo prav z vidika sprave. Že na začetku se zavemo, da smo grešniki in prosimo odpuščanja. Ampak Bog ne more nam odpustiti, če mi drug drugemu ne odpustimo. Zato Jezus nekje pravi, če prideš k oltarju, da bi daroval, pa se spomniš, že ima kaj tvoj brat zoper tebe, pojdi in se spravi najprej z bratom, pa potem pridi in daruj. Veste, ne morem jaz Bogu se darovati, hkrati biti pa nespravljen z ljudmi. Res, da je seveda potrebna tudi druga stran, ampak z moje strani mora biti pa vse pripravljeno. Moram ponuditi spravo, ne? Tako kot Bog, ker delam nekaj v Božjem imenu, ne v svojem imenu. Mogoče so to stvari, ki jih premalo živo nosimo v sebi, ne? Pa smo preveč nekako na sebe osredotočeni, pa pozabimo, da smo mi v imenu Boga tukaj, kot cerkev, kot Kristusovo skrivnostno telo. Potem Janez nima postavitve zadnje Evharistije v svojem evangeliju, zopet ena taka teološka novost ali pa drugačnost, ampak tam, kjer drugi evangelisti postavijo posvetilne besede, to je moje telo, ki se daje za vas, Janez opisuje umivanje nog. Umivanje nog je postavitev Evharistije. Vidite, to je moje telo, ki se daje za vas. In Jezus je z umivanjem nog to na zunaj pokazal. Vemo, da je bilo to delo sužnjev ali služabnikov, on pa Gospod vzame nase vlogo služabnika z vsem svojim življenjem. Tu samo še enkrat to pokaže. Umivanje nog je simbolno dejanje sprave. Simbolno dejanje sprave. Jezus pravi, to je moje telo, telo je jaz, ne? Telo je drugo, še eno ime za človeka, za jaz. To moje telo, ko Jezus reče moje telo, ne misli samo telesnega elementa, ampak njegov jaz. Jaz se dajem za vas. To je moje telo, ki se daje za vas in za mnoge. To nas posrka, če smo pri maši. Pri maši smo mi Kristusovo, tudi mi Kristusovo telo. Pri maši ne slišimo samo, Jezus reče, to je ta kruh, ki se je spremenil v moje telo. Ampak vi vsi se spreminjate v moje telo pri maši. In jaz dajem tudi vas, ki ste moje telo, za vse svet. Lepa pa težka stvar, ne? Ko z zaužitjem Evharistije, združitvijo tega telesa s seboj, ne, postanem del tega dogajanja. Ampak ne samo del tega dogajanja. Ne dobim samo nalogo, da nadaljujem to, ampak dobim tudi hrano, moč za to, da lahko to v življenju uresničujem. Sprave, dokončne sprave ni mogoče doseči v lastni moči. Vedno z Božjo pomočjo, z Božjo močjo. Pardon, da sem pa to bi moral nazaj dati takole. Smo je prehitro. Zakrament svete pokore, ali pokore in sprave, ali spovedi po domače rečeno, ne? Vidite, ta zakrament vključi mene ali pa vernika kot grešnika v veliko nočno skrivnost cerkve. Moj osebni greh me je oddaljil od Kristusa.
kot je prvi greh prelomil odnos z Bogom, tako moj greh prelomi moj odnos z Bogom, ampak ker smo socialna bitja, ker smo Kristusovo skrivnostno telo, je moj greh deloval na vse, ne samo name. Kakor tudi moje dobro deluje na vse. Zato je še mogoče ta vidik cerkvenostni ali občestveni vidik zakramenta pokore in sprave toliko bolj pomemben. Ker tukaj v tem zakramentu se dejansko zgodi dvojna sprava. Sprava z ljudmi in sprava z Bogom. Pravzaprav je zanimivo, da je Kristus osnoval ta zakrament na tak način, da najprej Cerkev, torej Kristusovo skrivnostno telo na zemlji, odpusti grešniku, ko grešnik prosi odpuščanja, ne? Po svojem predstavniku. Včasih je bila javna pokora v začetnem prvem stoletju, drugo stoletje, pa še tretjem nekaj, so imeli javno pokoro. Tam je dejansko celotno občestvo sodelovalo pri spovedi, ker so za velike grehe, recimo niso smeli iti k maši, ampak so morali stati zunaj. In ko so ljudje šli mimo, so ti prosili, prosite za nas, ki smo v procesu sprave. Ne? Pa je včasih trajalo tudi več let, da so ta proces sprave spravili skozi, ne? Ta zakrament sprave. Je tak, ena vzhodna liturgija ima en lep obred, ne? Recimo, seveda to je šlo samo za take 3 velike grehe, ki so sami po sebi izobčili vernika iz občestva cerkve. No, in če so se pokesali, so prišli nazaj in so prosili za zakrament sprave. In so tako opravljali to pokoro, ne? Najprej so se spovedali škofu, škof jim je naložil pokoro, ki je lahko trajala tudi več let, 3 leta recimo. In ta čas so morali določene stopnje dati skozi, in ko so prišli proti koncu, tisto zadnje leto, jih je na pepelnico škof izgnal iz cerkve. Tako, kakor sta Adam in Eva morala iz raja in za njimi zaprl vrata. Seveda, to je bila dramatizacija, bi lahko rekli, ne? Tega izgona iz raja, ki se je z grehom zgodil. No, potem so še zadnje stvari te pokore delali v postnem času in na veliki četrtek so prišli pred cerkvena vrata, so vlegli na tla v raševini in škof je prišel od znotraj, odprl vrata, stopil k vsakemu posebej, ga dvignil, mu dal svečo v roke in so šli v procesiji v cerkev. In pri maši zadnje večerje so prvič lahko dobili odvezo najprej, potem pa prejeli tudi obhajilo. To je taka dramatizacija, ne? Ampak pogledajte, tu je celo občestvo sodelovalo pri tem, ne? Torej je to res stvar cerkve, ta cerkvenostni vidik. No, in potem se je to sicer spremenilo, kot vemo, na to spoved na uho, kot rečemo, ko je samo duhovnik, predstavnik cerkve. In tudi danes je tako, da dejansko najprej duhovnik v imenu cerkve odpusti temu človeku, ker je cela cerkev, vsi ljudje, pravzaprav ves svet, je bil prizadet zaradi mojega greha. In Jezus je tako rekel, ko bo cerkev odpustila, v tem človeškem odpuščanju, bom tudi jaz odpustil. Tako, kakor pri maši moramo imeti kruh in vino, čisto ta pravo kruh in vino, ne? Potem ga pa Bog spremeni v svoje telo in kri. Tako tudi je pri spovedi. Ne? Mora biti odpuščanje, medsebojno odpuščanje, in v tem medsebojnem odpuščanju Bog naseli svoje božje odpuščanje. Nekak lepa stvar, ne? Lepa stvar. In zato nekdo, ko gre od spovedi, ko je spravljen vsem svetom, bi moral pravzaprav vsakemu, kristjanu, ki ga sreča, torej vsakemu udu Kristusovega skrivnostnega telesa, reči hvala.
da si mi odpustil. Ker sem zato lahko prejel odpuščanje moje krivde, ki jo pa lahko da samo Bog. Potem zakrament bolniškega maziljanja, če ga gledamo z vidika sprave. Glejte, bolezen je posledica greha. Moram posebej podčrtati, to ne pomeni, da je bolezen posledica osebnega greha bolnika. Ampak 3. poglavje 1. Mojzesove knjige govori o tem, da je po padcu človeka, po tej roturi, po tem zlomu med Bogom in odnosa med Bogom in človekom, se je na zemlji začela bolezen, trpljenje. Torej, bolezen se ni izmislil Bog. V raju ne bi bilo bolezni. Bolezni so v zgodovini, vsej zgodovini posledica človekovega ravnanja. Ker greh je prinesel neharmonijo v vse stvarstvo, v fizikalne, kemične procese, potem tudi v psihološke in seveda najbolj pa v duhovne procese, ki se dogajajo. No in bolniško maziljenje vnese v to stanje neharmonije, ki je na zunaj izražena z boleznijo, resničnost velike noči, ki more tudi posledice bolezni vključiti v velikonočni proces sprave. Tu nam pa naenkrat zasije, da je tudi Jezus na križu bil bolan. Ranjen, bolan. Dejansko to je bolezen. In zdaj jaz svojo bolezen lahko preko zakramenta vključimo njegovo. Svoje trpljenje vključimo njegovo trpljenje. In postane moje trpljenje soudeleženo pri odreševanju sveta drugih. A vidite, tako bolniško maziljenje ne vodi nujno v ozdravitev telesno. Tu in tam tudi. Ampak to so bolj znamenja, s katerimi hoče Bog ukrepiti našo vero. Ampak predvsem pa hočejo vse, tudi bolezen, ki je posledica greha, pripeljati v velikonočno skrivnost, ki je lahko potem blagoslov za ne samo posameznika, ampak za vse druge. Zakrament svetega reda ali mašniško oziroma diakonsko, mašniško in škofovsko posvečenje. Vidite, vernik kot diakon, duhovnik ali kot škof se izroči Kristusu kot posebno orodje sprave. Gledamo pač ta vidik, tudi za druge zadeve. Ampak ena izmed nalog poslanstva diakona, duhovnika in škofa je sprava. Duhovnik in škof gotovo vrhunec dosežeta v tem procesu s tem, da lahko obhajata zakrament sprave, da lahko obhajata Evharistijo, v kateri je spravni element. Vse povsod navzoč smo prej že v začetek omenili, potem recimo se lahko spomnimo, to je moja kri, ki se preliva za vas, za odpuščanje grehov. Tako, to so vse taki spravni elementi. No in vse to se lahko zgodi zaradi zakramenta svetega reda. V zakramentu svetega reda Bog usposobi te ljudi, nas ljudi usposobi, da smo lahko orodje tega dogajanja na drugih področjih. Torej, nekako človek postane po tem zakramentu posebno orodje. Saj smo po krstu vsi, ampak s tem zakramentom pa posebno orodje sprave v vseh ozirih, da lahko po tem človeku, diakonu, duhovniku in škofu, Kristus sam uresničuje proces sprave. Zakrament svetega zakona ima to kaj zveze s spravo,
Ne? Ja, tudi sakrament zakona je ponavzočitev velikonočne skrivnosti, kot vsak sakrament smo rekli. Ne? Spomnimo se še enkrat, tam 3. poglavje prve Mojzesove knjige, da je ena izmed prvih posledic greha porušitev odnosa med Adamom in Evo, med možem in ženo. Ker naenkrat postane ta odnos težek, ko je bil prej lahek. Z veseljem bo mož zapustil očeta in mater in šel ženi in bo ta postala eno meso, pravi drugo poglavje, ne? Še pred grehom. Po grehu, težko boš prenašala ti svojega moža, ne? Se ne vedno, ampak to in tam, ne? In posledica vajene ljubezni in odnosa bo rojevanje, ki pa tudi ne bo lahko. Ne? Tako nekako z dvema podobama Sveto pismo oriše celoten odnos med možem in ženo, ki po izvirnem grehu postane tudi nekaj, ali pa včasih lahko zelo težkega. Sakrament svetega zakona pa postavi ta dva v velikonočno skrivnost, da se lahko po njiju kot sakrament, kajti ona dva sta sakrament ves čas. Sakrament se ne dogaja samo takrat, ko je v cerkvi obred. Sakrament zakona traja ves čas, ona dva sta sakrament sredi sveta. In zato po njiju Bog na poseben način deluje kot po možu in ženi. Družina, ko dobita otroka, postane družina in družina je že od nekdaj, že cerkveni očetje so govorili o tem, da je domača cerkev. To je najbolj osnovna celica cerkve je družina. Slomšek je rekel staršem, veste, vi ste moji sodelavci ali moji namestniki v svojih družinah. To, kar sem jaz za celo škofijo, ste vi za svojo družino. In mi je rekel, vi ste škofje in škofinje, ali pa skupaj, ne? Mož in žena sta škof v svoji družini. Recimo druga tak vidik je vzgoja, ne? Starši vzgajajo otroke. To je močno orodje za vzgojo za spravo. Otroci se morajo, z maminim mlekom morajo piti spravo. Način, kako se spravljamo med seboj, kako pride do sprave. Priznanje, da se nekaj narobe naredil, prošnja za odpuščanje, potem z druge strani dati odpuščanje in ko se to zgodi, se uresniči sprava. Sprave ne more uresničiti eden sam. Odpustim lahko sam. Za spravo pa mora sodelovati tudi on drugi. Ne? Najprej na drugi strani, pa ugotoviva, da sva oba na isti strani. Pravzaprav. Gremo naprej, da končamo. Ne? Naj še omenim še eno značilnost vseh sakramentov in vsega dogajanja v sakramentih, zato tudi sprave, in to je to, da to, kar se milostno v sakramentu zgodi, da je to, se nujno mora razpršiti v svet. Taka razpršilnost sprave v tem smislu, ne, da če jaz nosim v sebi spravo, torej to Kristusovo spravo, ne, da je to, da sem nabit z duhovno energijo, z milostjo Kristusove sprave, potem se ne morem zapreti sam vase. Potem mora ta milost sprave, ki je v Kristusovem skrivnostnem telesu uresničena, mora eksplodirati, če rečemo v narekovajih. No? Ampak ko pa nekaj eksplodira, pa tisto, kar eksplodira, doseže en domet, ne? Druge. Seveda, mogoče je slab, ker se takoj na bombo spomnimo, ne eksplodira. Ampak eksplodira lahko tudi ljubezen, ne? In takrat to niso šrapeli, ki bi ubijali,
takrat so šrapeli, ki uživljajo. Ne? In to je to. To je sprava, ki preko zakramentov se najprej v nas uresniči in potem preko nas, ne, grejo navzven. Če ima že greh tako univerzalni učinek, ne, koliko bolj večji in močnejši univerzalni učinek ima lahko Božja milost, ki po meni deluje. Torej, to dobro, ne, ki ga je Bog po spravnem procesu v meni uresničil. No, in zato je tudi drugi Vatikanski koncil izrekel ali zapisal tudi en tako znamenit stavek, da je Cerkev nekakšen zakrament edinosti med Bogom in ljudmi in Bogom in svetom. Da je Cerkev zakrament, zakrament pa pomeni vedno neko ponavzočenje nečesa nevidnega preko vidnega elementa. Mi smo vidni, ampak po nas je lahko in mora biti navzoča, če danes gledamo vidik sprave, tudi vsa sprava. In vsi zakramenti so pravzaprav samo orodje, preko katerega nas Bog ponovno in ponovno vzpostavlja in usposablja za to uresničitev. Torej, bi lahko rekli, jaz kot kristjan nosim to Božjo spravo v sebi in zato moram to začeti izžarevati v svet. Ne? Mogoče si lahko tudi takole tole še opredočimo in s tem počasi zaključim. Človeka si lahko tudi takole predstavljamo, ne? Da je telo, duša in duh. Potem Pavel je zapisal Rimljanom, da je Bog Oče izlil svojo ljubezen v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan. Ampak cel večer že nekako ugotavljamo, da je ena izmed vsebin te ljubezni sprava. Svoj Bog je izlil v naša srca spravo, svojo spravo. In zdaj bi naj jaz iz svojega srca, iz tega duha, ko gledam preko duše in telesa, stopam v kontakt z vsem okoljem, ne, da bi v to okolje jaz na nek način širil spravo. In enako seveda tudi potem v obratni smeri, ko gledam dogodke, ko gledam ljudi, ko doživljam ljudi, jih prepuščal skozi telo, dušo in v svojega duha, v to Božjo spravo. In tam se potem začne tudi konkreten proces sprave s tem človekom, ki je mi naproti. To je pot sprave v osebi in med osebami na tak način. Nisem nobene besede, razen na začetku molitve, rekel o naši slovenski spravi. Prepričan sem, da se slovenska sprava v našem narodu ne bo zgodila razen iz tega vira. Če se bo zgodila v tem, iz tega vira Božje sprave, ali pa se ne bo. Samo te dve možnosti sta. Lahko bi tudi tako rekli, resnična, dokončna sprava je možna le, če se rabelj in žrtev srečata pred križem in oba poklekneta pred križ. Verjetno je kar dolga pot še, da bo slovenski narod z obema kriloma pljuč sposoben stopiti pred križ in poklekniti. No, tukaj tale križ smo na stranicah, kjer jaz zdaj živim, lani 1. novembra postavili na pokopališču, ker tam okoli pokopališča je vsaj 150 ljudi še pokopanih, niti označenih, kaj šele, da bi bili odkopani in resnično pokopani. No, in na ta križ smo napisali tudi besedo blaženega Lojzija Grozdeta iz ene njegovih pesmi: Slovenija, Slovenija, ti moja rana, miruj, srce, miruj, Bog še živi.
Hvala lepa.